Leta 2011 so potekale obsežne arheološke raziskave na Njegoševi ulici. Odkrili smo grobišče, ki sicer sodi v sklop pokopališča, ki se je razprostiralo v okolici Šempetrske cerkve. Grobovi v kronološkem smislu segajo od 10. do 18. stoletja. Med njimi pa prav posebno mesto nedvomno zaseda naš vitez. Poseben je ta grob zato, ker smo v njem našli nekaj zelo zanimivih predmetov. Že to dejstvo je zanimivo, saj v tem času pridatkov v grobovih praktično ne poznamo, razen kakšnega križa ali podobice in podobno. V tem grobu pa smo poleg 2 železnih ostrog našli tudi zlatnik in, kar je najbolj zanimivo, ostanke izredno lepo tkanega in urejenega oblačila. V delo sem dobila arheološke ostanke vitezovega oblačila. Večino dela je predstavljalo odstranjevanje nečistoč in organskih materialov ter kosti od njegovega oblačila. Pri tem smo morali postopati z zelo rahlimi potezami in blagimi sredstvi, ker so materiali zelo krhki. Za ta namen smo si morali pripraviti tudi delovno okolje, materiale, s katerimi bomo delali, in pa tudi orodje. Kot zanimivost naj povem, da sem si v ta namen morala izdelati celo orodje iz medicinske igle, ker je vse ostalo bi bilo preveliko, glede na to, da sem delala pod mikroskopom in rahlo odstranjevala umazanijo, kamenčke, pesek. Preden smo se pa lotili dela, smo poslali vzorce na analizo, ki nam je potrdila naše domneve, da gre za srebrn trak okoli preje in za pozlato. Presenečeni smo pa bili ob ugotovitvi, da je ohranjena tkanina dejansko svila. Takrat, v tistem času, je bila svila tudi dražja od zlata. Celoten konzervatorski restavratorski postopek je trajal celih 9 mesecev. Zgodba našega viteza pa se je pravzaprav odvila šele potem, ko smo začeli razmišljati, zaradi česar je ta vitez umrl. Na pomoč so nam priskočili antropologi, ki so nam postregli z nekaj zanimivimi podatki. Namreč pokojnik moškega spola seveda je bil visok 165 centimetrov, umrl pa je star nekje 30 do 34 let. Najbolj zanimivo pa je to, da je očitno umrl zaradi res hudih vnetij v ustni votlini.